V sklopu projekta Gibanica na turneji sta v Kulturnem centru Janeza Trdine zaplesala tudi Novomeščana Rosana Hribar in Gregor Luštek. Uvod v zaplesani duet številka 12 predstavlja 20-minutni film režiserja Petra Bratuše z naslovom 10 let. Postavi v 4 prostore kot 4 moduse njunega skupnega bivanja. V veliko kavarno, na peščeno obalo, v urban hladen prostor in v intimnost. Duet 12 predstavlja zlitje plesnih stilov in estetik ter tako prek sodobnega plesa predstavi njuno intimno zgodbo. Sporočilo do dueta sva jaz in Gregor, najina intimna zgodba, najina profesionalna zgodba, kako se prepletata, zorita, spreminjata, kako se zgodiva. Gregor Luštek in Rosana Hribar sta za zaplesani duet v zadnjih 2 letih prejela kar nekaj nagrad, tako domačih kot mednarodnih. Najbolj vesela sva Hanoverske nagrade, to je internacionalno tekmovanje, ne vem koliko let že poteka, ampak tam sva dobila v bistvu nagrado publike, nagrado žirije, nagrado kritik, ja. 2-krat sva se tam udeležila, ja, in vedno so bila zelo uspešna. Predvsem je tekmovanje res na visokem nivoju. Že sam udeležba tam ti je v veliko čast. V bistvu je večja nagrada to, da ti plešeš tako dobrimi plesalci pa z dobrimi stvaritvami, kakor sama nagrada. Če bi zdaj slabe stvaritve pa slabi plesalci, ne bi bilo tako sladko. Vsaki 2 leti sicer ustvarita nov duet, ki pooseblja njune odnose in življenje. Kot pravita, koreografija nastaja povsod, tako v studiu kot doma. V glavnem v studiu, ampak tudi doma, ko se skregava pošteno. Tudi to kar nekaj prispeva. Ja. Ima svojo moč, kreg, ja. Pred kratkim sta publiki ponudila čisto nov duet številka 14. Pogled si je precej drugačen, tudi midva sva 3 leta starejša, morda nekaterih stvari ne zmoreva več tako plesati, kar ne pomeni, da si s tem nisva mogoče razvila kakšne druge zanimive kvalitete. Morda je mehkejši, ta je bolj kompakten, brutalen, silen, tist vsebuje, kot je rekel Gregor prej na pogovoru, mogoče malo več sentimentalnih elementov. Občutki sreče, ljubezni, strasti in jeze, ki jih vneseta v duet, so, kot pravita, veliko bolj prisotni pri sestavljanju koreografije kot na sami izvedbi, čeprav je z gledalčevega pogleda še vedno moč čutiti veliko čustev. Jaz mislim, da so te občutki bolj takrat, kadar sestavljaš neko stvaritev novo, zaradi tega, ker rabiš neko motivacijo, neko emocijo. Potem, ko imaš pa ti že material narejen, v bistvu pa moraš pa samo vstopiti v to in biti natančen, dinamičen, občutljiv do tega. Tako da je v bistvu... Seveda čutiš sem ne dobesedno, še vedno si takrat v bistvu poustvarjalec te lastne koreografije. In so tukaj na odru malo drugačni zakoni, zato da tisti, ki gleda, lahko doživi to tako. Kljub intimi, ki jo pokažeta na odru, pa ljudje razumejo njuno delo. Pravita namreč, da sta skoraj vedno deležna pozitivnega odziva. Ja, midva imava to srečo, da se zelo poistovetijo, da zelo narativno gledajo najine duete in da veliko ljudi nama je rekli, da so se najdeli v določenih situacijah, da so pomislili na določene situacije, ki so se jim zgodile doma s partnerjem. Ne vidim smisla v predstavi zaradi predstave, umetnosti zaradi umetnosti. Umetnost vedno hoče saj komunicirati s publiko, če že ne nekaj sporočati. Mora saj komunicirati. In če si uspešen pred tem, če čutiš, da se odzivajo, da dajo vsaj kak nasmeh ali pa da se česa prestrašijo, zamislijo, potem si uspešen, potem si se jih dotaknil. Do publike bosta poskušala prenesti tudi občutke iz najnovejšega dueta. Poleg nastopanja in promocije dueta številka 14 pa imata v načrtu tudi snovanje nove predstave, ki jo bomo lahko videli tudi v Novem mestu.